Boginja Isis je bila zelo mogočna čarodejka, pa hkrati je imela v sebi veliko zdravilnih moči. Veš kaj, danes sem se odločila, da z Isis odpreva 3 karte zaradi tega, ker se bliža njim praznik. In ob njenem prazniku se je odločila, da bo delala eno tako posebno aktivacijo zdravilnih vročih kamnov in mi bomo prvič naredili tako meditacijo za vse nivoje samozdravilnosti in eterične zdravilnosti in tako dalje. Če te bo meditacija poklicala, potem si definitivno naklikaj povezavo, zaradi tega, ker ti bo to močno obnovil energijo, pa veliko upanja, pa zaupanja v življenje, da taka meditacija. Ampak, prva karta je že poletela, sploh nisem videla, zdaj sem zagledala. Ampak danes sem se odločila, da odprem 3 karte in sicer, kaj potrebujemo, torej ob njenem prazniku, kaj nam Isis svetuje, da potrebujemo. Prva karta bo na duhovnem nivoju, ta druga karta bo čustveno-miselni nivo in kaj potrebujemo v tem torej poletju in okrog tega praznika, pa zelo močna polna luna nas čaka na telesnem nivoju. Torej 3 karte imamo, dajmo narediti en pogled, jaz tokrat, da delam pogled iz teh kart, lahko jih dobiš na potovanje duše.si. Zelo so magične. Prva karta, torej kaj smo pri prvi karti pogledali, torej kaj potrebujemo na duhovnem nivoju. Za dober izid moraš še malo biti čarovniški vajenec, čas je za dodatne vaje in praktična urjenja. Trenutno potrebuješ izkušnje, da bo izid res tak, kot si ga želiš. Karta številka 35, 5 plus 3 je 8. Isis svetuje na duhovnem nivoju v tem poletju, da ljudje malce več vložite in da se sproži več predanosti do same duhovnosti in odgovornosti do svoje rasti. Velikrat ljudje poleti, ko bi se najbolj mogle graditi te energije duhovnosti, malo pozabijo, zaradi tega, ker grejo na lepše, pa grejo na dopuste in tako dalje, ampak takrat je najboljše, da se to dela. Sedaj bi bil pravi čas za več meditacije, za več samoocene, za več vpogleda vase, ravno zato, ker imaš čas in zato, ker je energija poletja lahkotna. In to bo izjemnega pomena pri zaključku tega leta, ki je 8, torej karta pa je tudi skupna številka 8. Kaj se potrebuje na čustveno-miselni ravni? Vkrcal sem na vlak, ki pelje v magično življenje. Le tega si prislužila s predanim delom in spoštljivim odnosom. Opazuj pozitivne spremembe, ki drvijo tvojo smer. Le nazaj več ne glej. Na čustveno-miselnem nivoju je zelo pomembno, da gledate v prihodnost. Kam grem? Na kakšen vlak sem se vkrcala, kaj je tisto, kar si želim. Dostikrat vam mogoče čustva pa misli izčrpajo stvari, ko gledate za nazaj, kaj mi je takrat nekdo naredil, kaj mi je takrat nekdo rekel, kaj se je takrat nekaj zgodilo in tako dalje. To vam ne pride več prav. Čas je, da vedno, ko vas malo hoče v preteklost odnašati, raj pogledajte naprej v svoje življenje, ker to vam ne prinaša neke manifestacijske moči. In kaj potrebujemo? Na telesni ravni pošiljam ti, torej karta številka 5, Magna, pošiljam ti magijo ognja, ki jo potrebuješ za prižig zmajeve samozavesti v sebi. Samospoštovanje. To je drugač karta, ki pravi, da se tvoje telo počuti dobro, takrat, ko se ti v svoji koži počutiš dobro, ko si ti samozavestna v svoji koži. Oceni svoje telo in poglej, ali delaš torej na fizični ravni in tudi na energijski ravni in na čustveni ravni, ali delaš vse, kar ti daje samozavest. Če, ko pogledaš sebe kot fizično bitje, začutiš, da ti nekaj ruši samozavest, je prišel čas, da to odpraviš, da te energije požgeš z ognjem. Zelo, zelo je pomembno, da delaš na samozavesti in da se v svoji koži počutiš dobro. Zdaj pa oceni, če je bilo kaj, zaradi česar se nisi dobro v svoji koži počutila, je čas, da to spremeniš in o tem obvestiš tudi okolico. Skratka, to je to. In sedaj sledi temu, kar je rekla Isis,
Hvala, ker sem lahko malce pogledala v karte, to zelo, zelo rada počnem. In če te je Izi spoklicala in če potrebuješ zdravilnost pravzaprav vsega tega, kar so karte povedale, se pridruži na njen rojstni dan, bomo na spletu naredili naravnost magično meditacijo. Več na potovanje duše.si in se te veselim.